vem, če bi se upal zdaj biti zelo pametno. Mogoče bi se pa navezal na to, kar je gospod Gajol rekel. Namreč je rekel, da je v šoli preveč poudarjen uspeh in da so druge dimenzije zanemarjene. Mislim, da ne smemo šolstvo gledati iz optike te opozicije. Na eni strani uspeh, na drugi strani pa druge stvari. Jaz mislim, da so v šolstvu stvari prepletene. In da razmišljanje o šolstvu iz optike preprostih opozicij v smislu otroci so preobremenjeni. Da tak razmislek je zelo omejen. V realnosti stvari niso tako razdeljene. V realnosti drži oboje. In dejstva niso zmeri taka, kot zgledajo. Vi ste rekli, veliko šol ima varnostnike. Mi se pa dodali, veliko šol ima varnostnike zato, da varujejo učence pred ulico, pred tistimi ljudmi, ki lahko pridejo na šolo. In jaz ne vidim zelo enostavnih receptov, kako narediti boljšo šolo. In se počutim nelagodno, ko poslušam ljudi, ki te enostavne recepte imajo. In se počutim nelagodno v ljudeh, ki ignorirajo realnost, pa imajo neke velike projekte o tem, kako ne bi stvari tekli. In se mi zdi, da je treba misliti oboje skupaj, da učenci, dijaki v šolah odraščajo. Obenem so po šolah zato, da se ob sprejemanju znanja izoblikuje kot osebnost. In da je napačna pot, če poskušamo narediti neko dihotomijo. In poslušam to dihotomijo. So preobremenjeni, je drill, je učenje na pamet. Nenadoma sama vednost postane največja grožnja za učence. In se učitelj že slabo počuti, če od učenca kaj zahteva. Jaz mislim, da je to enostavno napačen pristop. In se zaenkrat tukaj ostane. Hvala. Gospod Gajol, na kratko. Moda samo to, da se strinjam, tudi ne želim deliti izobraževanje in vzgojo, ampak izobraževanje pa to, kar je treba nenazadnje tudi vedeti, znati, temu bi želel dodati nekaj več te edukativne dimenzije. Ne v smislu eno ali drugo, ampak preprosto kot dobro vedeti, se pravi, tudi to priložnost potrebuje šola. To. Ja, zdi se mi, da šola danes prevzema kar precej različnih vlog, ki jih je prej imela bodisi družina, bodisi ulica. Danes je pravzaprav šola prostor, kjer otroci odraščajo, se razvijajo. In pomembno je to, da res daje različne možnosti, da vsak otrok začuti, da je lahko uspešen, da je njegovo življenje nekaj vrednega, da odkrije neko področje, kjer je uspešen, kjer je dober. In zato pa bi potrebovali več individualnega pristopa, več manjše razrede, več ljudi, ki bi spremljali otroke v šoli, kar bi recimo v trenutni situaciji v Sloveniji bilo možno, ker imamo otrok. In tukaj bi bilo potrebno res obdržati nek visok standard in vlagati iz javnih financ res zadostno količino sredstev za šolstvo. Torej to se mi zdi res ključen element za prihodnost naše družbe. Ja, za začetek se mi zdi, da bi bilo več kot pametno, če bi si privoščili o tem, kaj narediti za to, da bi kakovost bila višja od te, ki jo že imamo,
resno, torej, če bi si resno privoščili potem se pogovoriti. Ne tako, da bi se dobili, pa bi se pogovarjali in asociirali, ampak tako, da bi zato bile pripravljene strokovne podlage, pa bi potem ob teh mi, ki se bolj ali manj na vsakem področju, kdo bolj, pa kdo manj, spoznamo na določene vprašanja, potem bi o teh stvareh lahko razpravljali. Sicer pa je seveda star recept, da in prihaja v zadnjih desetletju okrog po Evropi, če dalje bolj do izraza, da je treba poskušati, ko govorimo o integraciji, ciljati na otroka, kolikor je mogoče konkretno in reševati težave, mu pomagati čez težave, ki jih na konkretnem področju ima. Zato je verjetno ena od šibkosti sistema, ki ga imamo, da je še vedno preveč reguliran, treba bi ga bilo deregulirati na kar nekem številu področji. Jaz mislim, da tudi na finančnem področju bi ga bilo potrebno deregulirati in opraviti v Sloveniji z napačno predstavo, ki mislim, da se je prijela, da je to šola previsokih pričakovanj. V Sloveniji morda preveč pričakujemo, takrat, ko se sprašujemo o tem, kakšne ocene bo kdo prinesel domov. Sicer pa naša šola bi morala biti šola povečanih vlaganj, in ko rečem vlaganj, ne mislim seveda denar, tudi javno. Imam relativno konkretno predstavo pod koliko ta ne sme pasti, če hočete, da sistem normalno deluje in trditi, da imamo manj otrok, zato lahko manj vlagamo, je vse prej kot premišljeno. Mi imamo manj ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, pa več vlagamo, imamo manj vojakov, pa več vlagamo v vojsko, ker imamo pa manj otrok, bomo pa manj vlagali v šolstvo, jaz te logike ne razumem. Torej vlaganje finančna, po drugi strani vlaganje vsakega od nas v to, kar želimo, da bi naši otroci dosegli, visoka pričakovanja pa morajo biti usmerjena tudi v učiteljstvo in tudi v otroke. Če mi kar naprej govorimo, vi ste tako ubogi, sej od vas se preveč pričakuje, ne pričakovati, da bomo imeli dobre rezultate. Pot do vednosti, pot do znanja pač ni in ne more biti samo neka lahkotna pot. Seveda jaz ne govorim, da je treba v vsaki točki samo zahtevati in samo zahtevati. Vendar pa, če to postane nekaj, kar je nevredno, kar v šolo ne spada, potem delamo slabo otrokom in naciji. Lahko imamo uspešne otroke v šoli, pa neuspešno šolo, kar pomeni neuspešno nacijo na dolg račun, na dolg rok.